Dete v jaslicah je naš rešitelj. Prava luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, ki pride na svet, naš Gospod Jezus Kristus, se je iz Device Marije prevzel telo in postal naš spremljevalec k očetu v nebesih. On je beseda, ki ga Cerkev oznanja, da bi na tej poti po njej vsi imeli življenje v obilju. Dete v jaslicah je rešitelj, ki prežene sleherno temo, nevednosti in hudobije in nam prižiga upanje. Zaradi njegovega usmiljenja smo vsi vredni, da živimo. Rojeni in še nerojeni, zdravi in bolni, mogočni in šibki, pogumni in plahi, verni in neverni, pa tudi miroljubni in nemirni. Usmiljenje deteta v jaslicah odpravlja razlike med nami in nas napolnjuje s poznanjem o Bogu. To nas nagiba k spremembam, ne v grožnjah in nasilju, temveč pravičnosti in ljubezni drug do drugega. Božič nas zato ne more prepustiti temi nevednosti o tem, kdo smo in kam gremo. Smo bratje in sestre v Kristusu in zato sinovi in hčere življenje ljubečega Boga, ki nam je namenil neskončnost bivanja pri sebi. Vsem prebivalcem Slovenije, zamejcem in tistim, ki živite v tujini, bratom in sestram v evangeličanski in pravoslavni cerkvi in tudi pripadnikom drugih ver, še posebej pa bolnim in trpečim, brezdomcem in brezpravnim, prestrašenim in jokajočim, izrekamo škofje svojo sočutno bližino in molitvi na vas kličemo Božjo pomoč. Naj vam bodo blagoslovljeni in tolažilni božični prazniki. V novem letu želimo več medsebojne povezanosti in želje, da bi iskali to, kar nas povezuje in nam prinaša skupno dobro. Spoštovani gledalci, cenjene gledalke. V letu 2020 sem spoznal, da je pobožni mislec, matematik, filozof in globoko verujoč Blaise Pascal imel še kako prav, ko je izrekel naslednjo modro misel. Če hočeš spraviti Boga v smeh, mu pripoveduj o tvojih načrtih. Kaj vse smo v začetku omenjenega leta 2020 še načrtovali, si zamislili in pričakovali? Pandemija neokrotljivega virusa pa je vse to vrgla v koš svetovne zgodovine. V adventu 2021 se mi vse bolj dozdeva, da imajo prav vsi, ki menijo, Bog bi se moral jokati. Bog bi se moral jokati nad našim odnosom do sočloveka in do pandemije ter iz nje izhajajočega trpljenja, umiranja in žalovanja. Bog bi se moral jokati nad našim odnosom do begunca in zatiranega, nad našo skrbjo za lastno duhovno stanje ter z njim povezano odrešitvijo. V tem marsikje hektičnem, nemirnem, z nakupi in drugimi dejavnostmi preobloženem predbožičnem času, pa imamo priložnost, da se za trenutek zaustavimo ter usmerimo naš pogled k Božji luči. Psalmist 36. psalma je tako zapisal: Zakaj? V tebi je izvir življenja, v tvoji luči vidimo luč. Priti do izvira življenja in slediti Božji luči je hkrati tudi sporočilo božičnega dogodka. Božič in pa vsak posamezen dan, ki loči letošnjega od naslednjega božiča, je poskus Boga nagovoriti ljudi, da se vrnejo k izviru življenja, svojemu stvarniku in zakorakajo pod Božje luči razsvetljeni poti, ki jo je zarisal Jezus s svojim življenjem, delovanjem in učenjem. Kristus zaživi in deluje v človeški sredini, da bi na otipljiv, viden, razumljiv in čuten način dokazal ter udejanil Božjo ljubezen do nas ljudi. Postal je Emanuel, kar pomeni Bog z nami. V teh prazničnih dneh se iskreno zahvaljujem vsem zaposlenim v zdravstvu, ki so še posebej obremenjeni v času pandemije, ter jim želim zdrav in z angelskim veseljem napolnjen božič. Srčen pozdrav velja vsem nezaželenim in izobčenim, vsem tujcem, oslabelim in osamljenim, vsem družinam v ljubečih in v nemirnih odnosih,
V imenu Evangeličanske cerkve v Sloveniji želim zdravo, mirno ter ljubezni polno Gospodovo rojstvo vsem bratom in sestram v binkošni evangelijski, reformirani, rimokatoliški in pravoslavni cerkvi. Z odprtimi rokami pozdravljam pripadnike judovske in muslimanske skupnosti, s katerimi smo povezani po očaku Abrahamu. Pisana in za nas kristjane učlovečena Božja beseda naj nas povezuje. Gospodova ljubezen in njegov mir pa naj bosta vedno z nami.